Pravkar smo dobili v roke dejanske e-poštne pogovore, pisno komunikacijo med Josephom Duggarjem in njegovo družino, medtem ko je sedel v priporu v Arkansas in čakal, da ga odpeljejo na Florido, kjer bo odgovarjal za obtožbe o spolnih zločinih nad otroki. In te razkrivajo veliko. Govorimo o komunikaciji z njegovim očetom, izmenjavi sporočil z ženo in svakom. Rad bi govoril o tem, kakšen pomen imajo te komunikacije, ne le za zgodbo, ampak tudi za njegov pravni primer. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. V redu, preden nadaljujemo, vam moram povedati za to aplikacijo, za katero mislim, da vam bo všeč. Imenuje se Upside. Zakaj to pravim? Ker vam Upside vrača denar. Da dodatno vračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana za seboj. Torej, tukaj je, kaj naredite. Prenesete aplikacijo Upside brezplačno, izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij, plačate kot običajno svojo kartico, potrdite nakup in tako preprosto dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa želim nekoč naročiti hrano za seboj. Najprej bom poiskal ponudbe v aplikaciji Upside. In po nakupu se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko nato neposredno prenesem na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in obvezno uporabite promocijsko kodo Sidebar, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Torej, pojavlja se več informacij o primeru Josepha Duggarja, o katerih moramo govoriti. 31-letni Duggar se sooča z obtožbami v dveh različnih zveznih državah. O tem smo že govorili. Na Floridi zvezdnik oddaje 19 Kids and Counting. Zvezdnik TLC-ja je bil obtožen kaznivih dejanj nespodobnega in razuzdanega nadlegovanja žrtve mlajše od 12 let ter nespodobnega in razuzdanega vedenja, ki ga je storila oseba starejša od 18 let zaradi domnevne spolne zlorabe 9-letne deklice med družinskimi počitnicami leta 2020 na Floridi. Hkrati se on in njegova žena, 27-letna Kendra, soočata tudi z obtožbami v Arkansasu, očitno kot del teh tekočih preiskav. Oblasti ju tam obtožujejo prekrškov zaradi 4 točk ogrožanja blaginje mladoletnika 2. stopnje in 4 točk protipravnega odvzema prostosti 2. stopnje. Da bo jasno. Ne vemo natančno, s čim je to povezano, morda ima kaj opraviti z njihovimi otroki. Skupaj imata 4 otroke. To je po poročanju, vendar ne moremo natančno potrditi, zakaj gre. Vemo, da je plačala varščino, vemo, da je bila izpuščena. Kar zadeva Josepha, smo o tem govorili v prejšnji oddaji Sidebar. Prvič se je pojavil na sodišču v okrožju Bay na Floridi. Ponovno. O tej obravnavi smo že poročali. Dobil je varščino v višini $600,000. Uspešno je plačal varščino in je zdaj izpuščen. Ena od stvari, ki jih izpostavljamo, so komunikacije, ki jih ima Joseph očitno. Ko je bil zaprt v priporu okrožja Washington v Arkansas, preden so ga izročili Floridi, govorili smo o njegovih telefonskih pogovorih z ženo. Kendra, živjo. Hej, samo veš, da o tem ne moreva govoriti. Ja. Dobro, čave. Da te je dobil. Ja, govorila sem s Travisom. Dobro. Trenutno je on moj odvetnik. Ne vem, če veš to. Prosila sem ga, naj bo moj odvetnik. Ja, nisem vedel, s kom točno smo se glede tega pogovarjali. No, to ni zate, to je samo zame. Mislim, lahko dela tudi s tabo, ampak gre samo zame. Rekli so, da potrebujem nekoga za primer, ki ga imamo z otroki in podobno. Zdaj pa imamo pisno komunikacijo. Imamo ta e-poštna sporočila. Ta sporočila med Josephom in člani njegove družine, vključno s Kendra. Zato želim raziskati, kaj nam lahko ta sporočila razkrijejo. Da bi to naredil, želim povabiti prijatelja oddaje, mojega prijatelja, nekdanjega državnega tožilca okrožja Palm Beach, Dava Ehrenberga. Dev, vedno mi je v veselje, da te vidim. Hvala, ker si vzel čas. Vesel sem, da sem spet z vami, Jesse. Preden sploh začnemo, naj vsi vejo, kaj trenutno počneš, ker vedno počneš zanimive stvari. Imaš svoj Substack in podobno, zato povej vsem, kje te lahko najdejo, kakšne informacije ponujaš in s čim se ukvarjaš. Ja, imam svoj Substack pod imenom Dave Ehrenberg, imam tudi svojo odvetniško pisarno, Dave Ehrenberg Law, tako da bi bili moji odvetniški partnerji veseli, če omenim pisarno. Najdete me lahko tudi na drugih družbenih omrežjih in rad sem v tvoji družbi. Vesel sem, da si z nami.
Dobro, najprej, nasplošno, zaporniki, pridržani, imajo sistem za sporočanje, ki ga lahko uporabljajo. Kako to izgleda? Je kot e-pošta, kot računalnik? Lahko pošiljajo e-pošto ali prejemajo sporočila. Kako to deluje? Ja, to je državno, tako da ne deluje vedno, lahko je počasno. In pravzaprav mislim, da je v enem od sporočil Dugar izrazil neke frustracije glede hitrosti teh e-poštnih sporočil. Ampak ja, to je sistem, kjer lahko komuniciraš z zunanjim svetom. V redu, pa idimo skozi nekaj tega. In rad bi ugotovil, kaj bi to lahko pomenilo. Naprimer, imaš to sporočilo To je bilo z dne 20. marca zjutraj. Zdi se, da je to spet sporočilo Josepha, napiše: Hej, draga, tukaj Joe. Kar težko je tipkati na njihovem e-poštnem sistemu od tukaj noter. Traja dolgo, da kaj natipkam. Rekel sem, naj ti pove nekaj stvari. Sem zaprt 24 ur na dan, ampak hočem, da veš, da tebe in otroke zelo ljubim. Nisem prepričan, kako je z obiski, ampak že zdaj te zelo pogrešam. Zdi se mi, kot da sem tukaj že cel teden. Ljubim te, draga. Tukaj bi rad zaključil. O tem sva že govorila in bo še nekaj sporočil o tem, da je bil v samici. Se ti zdi ta ureditev čudna? Zakaj? Zakaj bi bilo pri njem tako, da bi bil izoliran od drugih? Nekaj razlogov? Morda to naredijo zaradi njegove osebne varnosti. Ker je pomembna osebnost, bi lahko bil tarča za zapahi. Poleg tega pa je obtožen nespodobnega in razuzdanega vedenja do mladoletne osebe. Tu te postavi na dno hierarhije. Totemski drog, uradno misliš, kot da bi bil lahko v nevarnosti. Lahko je ninja, veš, ko zlorabiš otroka. Ali domnevno si ti, domnevno, Veljaš za najnižjo obliko življenja, za rešetkami, zato bi te lahko napadli zaradi tega. Poleg tega pa bi lahko imel razpisano nagrado na glavo, ker je Dagger in ljudje vejo, kdo je, tako da ja, mislim, da to počnejo zaradi njegove lastne zaščite. Želim se poglobiti v te komunikacije s Kendro. Obstaja tudi komunikacije z Ano, zato predvidevam, da gre za Ano Dagger. Torej, njegova svakinja, spomnite se, je poročena z njegovim bratom Joshom, ki sedi v zaporu na 12-letni kazni zaradi prejemanja gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Zato verjamem, da je to Ana. Torej, poglejte to sporočilo za 21. marca 2026 ob 11:47 dopoldne. Hej, Jozef, brat, v molitvah smo s tabo. Radi te imamo. Kakorkoli lahko pomagamo, prosim, sporoči nam. Mislim, da sem ti nakazal nekaj denarja na račun. Ne spomnim se, kako delujejo telefonski in videoklici. Prosim, sporoči mi, če ti lahko pomagam urediti stvari, da boš lahko poklical in govoril s Kendra. Samo zapomni si, ne govori o ničemer pravnem, razen če si z odvetnikom. Vse, kar je rečeno v teh sporočilih, telefonskih klicih in videopogovorih, se snema in posreduje tožilcem. Ali te držijo v samici, ali ti bodo dovolili iti v oddelek. Joshova izkušnja tam v okrožju Washington je bila dokaj varna. Če imaš kakršnekoli skrbi glede svojega zdravja ali varnosti, mi prosim sporoči. Kar se tiče praktične strani, mislim, da ima zaporniška trgovina dvotedensko zamudo. Če izveš kaj glede časa, bi bilo to koristno. Če boš tam še nekaj časa, ti vsekakor želimo poslati nekaj dobrot. Danes sem se približno 30 minut pogovarjal s Kendro, bil sem navdušen, kako jasno razmišlja, kako osredotočena in zgovorna je bila sredi tako težkih situacij. Zelo te ima rada. Bila je močna med telefonskim pogovorom, razen ko je govorila o tem, da bo minil mesec, preden bo lahko videla otroke. Srce se mi lomi zaradi vseh vas. Vem, da bo zmagala. Na koncu bo morda vse skupaj zahtevalo le čas. Kendra je izjemna ženska, božja milost se pretaka skozi njeno življenje, je pravi dragulj. Vedi, da je Bog naša skala, on je naša trdnjava, on je naše zatočišče, on je naš branilec, on je naša moč. On nas bo popeljal skozi vse nevihte, s katerimi se soočamo. Molim zate, rad te imam, Ana. Veliko je zapovedati o tem, Dave. Prvi del je, ali je razlog, da Kendra ne more videti svojih otrok en mesec ta, da je bila obtožena. To je nekaj, o čemer sem se spraševal v prejšnjih oddajah Sidebar, ker sem mislil, da sem na posnetku slišal otroke v ozadju in sem bil, rekel sem, ne bi smela imeti stika s svojimi otroki, če so obtožbe, s katerimi se sooča, morda povezane z njenimi otroki. Pravilno. Obtožena je ogrožanja otrok. Po poročilih naj bi imeli ključavnice na vratih otrok z zunanje strani. To je iz nepreverjenega vira, ki je govoril z ljudmi, kaj ne? Ampak to bi bilo ogrožanje otrok, ker kaj se zgodi, če pride do požara in so otroci zaklenjeni noter. Tako da bi to lahko bilo to. Ampak ne glede na to, ko si obtožen ogrožanja otrok za svoje lastne otroke, ne boš mogel spet dobiti skrbništva nad svojimi otroki. Dokler se to ne reši,
Zanimivo se mi je zdelo tudi to, ker teh e-poštnih sporočil nismo dobili najprej. Najprej smo prejeli telefonske klice. In v telefonskih klicih med Kendra in Jožefom se je zdelo, da je bilo priznanje. Moramo biti nekoliko previdni glede tega, kaj govorimo. Niso povedali naravnost, ampak malo pa vendarle. In to ne bi bilo presenetljivo, ker na začetku vsakega klica piše, da se ta klic snema. In oba veva, da lahko tožilstvo te klice uporabi kot dokaz na sojenju. Kaj si misli o tem delu? Ko slišiš, da mu Ana očitno to piše. Pokaže, da sta to že dala skozi, nista začetnika. In kot tožilec sem bil tam 12 let. Obožujemo zaporniške klice, ker čeprav se oglasi posnetek, ki pove, da se klic snema, iz nekega razloga njihovi možgani tega nekako ne povežejo, ker potem kar vse povedo. In te klice smo poslušali ure in ure, ter dobili pravo zakladnico materijala. Enako velja za e-pošto, povedano jim je. To je sistem, ki je javen, do njega lahko dostopajo vsi, ne samo tožilci, ampak se lahko objavi tudi javnosti po zelo širokih floridskih zakonih o dostopu do informacij. Torej, vedeli so za to in tokrat niso začetniki, morda so prvič lahko preveč povedali, tokrat bodo še posebej previdni. Ni pričakovane zasebnosti glede teh komunikacij, vse lahko pridejo na dan. Vse to je lahko pomembno. Mislim pa, da se tu poraja še eno zanimivo vprašanje in o tem bomo še malo več slišali. Ko govorimo o družini, se zdi, da kljub obtožbam, s katerimi se soočajo, obstaja določena stopnja podpore družine zdaj. Za kar je Kendra obtožena, ni isto kot to, za kar je on obtožen na Floridi. Ni nobenih dokazov, ki bi nakazovali, da je vedela za primer na Floridi, ali bila vpletena ali povezana z njim. Ampak mislim, da je zanimivo, ko pomisliš, zakaj je ona obtožena. In je tudi on obtožen v Arkansas in vidiš, celo v njuni komunikaciji o tem malo govorita. Ali gre za to, da je morda v Arkansasu prišlo do nesporazuma glede tega, čemur je ona izpostavljena, ali pa jo branijo pred temi obtožbami, ali pa da to nima pomena. Veš, ni to, s čimer se on sooča. Veš, ne more kar takoj priskočiti na pomoč. Skoraj iz tiste komunikacije z Ano se zdi, kot da bo Kendra zmagala, da bo ona izšla kot zmagovalka iz tega. Kar po mojem nekaj pove o tem, kako oni gledajo na te obtožbe. Mogoče. Najprej, to je manjša obtožba. To so prekrški v primerjavi z resnim kaznivim dejanjem. In tudi zdi se, da imajo Kendra res radi. Zdi se jim, da je tako dobra oseba in dobra mama, da bo to premagala. Zanašajo se na svojo vero in zato mislijo, da bodo na koncu zmagali. Mislim, da ker ne vemo dovolj o situaciji s Kendra, bi lahko rekli, da morda vedo nekaj, česar mi ne vemo. Trenutno preprosto nimamo dovolj informacij. Ko pa gre za moža, mislim, da jih je težko braniti. In on je to priznal na posnetku. Domnevno je to priznal na posnetku. Domnevno je priznal detektivu, očetu žrtve oziroma domnevne žrtve. Prav, zato je težko reči, da bo on iz tega izšel kot zmagovalec. No, želim, da se vsi spomnite. Imam tudi sporočila od Jima Boba, prav, ki jih bom predstavil od očeta do Jožefa. Nekaj mu je napisal in mislim, da je zanimivo. Če se vrnemo nazaj, Jožef očitno piše Ani, torej to je 21. marec 1823. Hana, hvala za sporočilo, dobil sem denar, najlepša hvala. Trenutno sem v samici, ampak so mi priskrbeli Biblijo, tako da sem lahko ostal spodbujen, ker sem danes bral psalme in joj, na tej tipkovnici je res težko tipkati. Hvala za spodbudno sporočilo, zelo mi pomeni. Rad bi govoril tudi o njegovem svak, Austin Forsyth, ki je poročen z njegovo sestro, Joanna Duggar. Kar je zanimivo pri tem je, da je, ko so aretirali Jožefa, Joanna izdala izjavo. Kar je prišlo na dan o mojem bratu, je srce parajoče in globoko vznemirjajoče. Moje srce je žrtvijo in žalosten sem zaradi bolečine in škode, ki je bila povzročena. Ta teden sem bil pretresen in si vzamem čas, da vse to predelam. Imam nekaj predhodnih obveznosti, ki jih moram objaviti, vendar si bom vzel nekaj zelo potrebnega časa za svojo družino. Hvala za vaše molitve. To je pravzaprav skladno z drugimi sporočili, ki so jih podali družinski člani, kjer se zdi, da je prisotno priznanje ne le obstoja obtožb, ampak, mislim, bom navedel ta argument. Zdi se, kot da verjamejo v to. Verjamejo, da je to storil, da nedolžen je, dokler ni dokazana krivda, ampak to je precej močno sporočilo. Torej, Austin Forsyth, njen mož, očitno piše Jožefu 25. marca 2026 ob 23:41. Jože, tukaj Austin, želim, da veš, da te imam rad. Jezus te ima rad in te še naprej približuje sebi. Ne želim razpravljati o tvojih težavah prek teh sporočil. O teh stvareh moraš govoriti samo s svojim odvetnikom. Prosim, vedite, da Bog deluje kljub človekovemu grehu za njegovo dobro.
Hvalim Boga, Bog, da smo se v zadnjem letu in pol začeli zbliževati z vami. Vedeli smo, da bo Kendra potrebovala pomoč. Pomagali ji bomo in ji že pomagamo. Jozef očitno odgovori. Najlepša hvala vsem za vašo podporo, Kendri. Zelo veliko mi pomeni, da imam tako družino, kot ste vi. Zelo sem hvaležen vsem, ki so takoj priskočili na pomoč in ji stali ob strani. Vse vas imam zelo rad. Mimogrede, poslušajte ta telefonski klic. Ta klic z njegovo ženo Kendro na eni točki v pogovoru. Spet potrjuje argument. Zdi se, da je njegova družina ob njiju. In je preprosto. Photo. Joy. Hvala tudi z moje strani. In tako zelo jo imam rad. Zdi se, da je bila res izjemna za vas skozi vse to. Želim, da ji to poveš prav posebej. In tudi mama si tega želi. Še posebej. Vem, kdo se je še upleten. To vem. Also Ana. Amen. Družina. Vsi ima svoja področja, s katerimi pomaga. Mislim, eni delajo z otroki, drugi delajo z mano. Ti iščejo odvetnika, ki urejajo poslovne zadeve. Cela družina, mislim, da res iskreno mislijo, radi vas imamo in tukaj smo za vas. Ampak so mi rekli, da nočejo sprejemati nobenih odločitev namesto mene. Rekli so samo, da so tukaj, da me podpirajo. In težko mi je bilo, ker sem si mislila, samo vedeti moram, veš, kaj se v določeni meri dogaja. Ampak v določenih situacijah sploh ne moram nositi bremena. Ja, rekla je, če se kdaj počutiš nelagodno in nečesa nočeš, vsi vprašajo, veš, kakšno je tvoje mnenje o tem? To so moje stvari, zato sem poskušala, ker želim prevzeti vse in želim nasvete, ampak ne, ja. Ampak mi je bilo težko sprejeti toliko pomoči. Težko je sprejeti pomoč, vem, ja. Ja, pač. Potrebuješ jo? Ten. Ja, hotela sem reči, da se tudi sama tako počutim. Tudi jaz ne morem biti predolgo sama, veš, ja. In mislim, da so to pravzaprav ugotovila tik preden se je vse to začelo. Da, dejansko morava biti med ljudmi, ki so bila tako dolgo stran od njih. To preprosto potrebujemo, torej. Bilo je zdravo za naju, da so bila med ljudmi. In mislim, da je dobro, da to še vedno počneš. Torej, Dave, mislim, da je to zanimivo, ker se zdi, da po eni strani priznavajo, da bi lahko bil obsojen, kot da so na strani niti ne rečejo domnevna žrtev, ampak žrtev, kaj ne? Govorijo o grehu človeka. Ali se dogajata dve stvari, kjer oni, in nočem jim polagati besed v usta, samo gledam komunikacijo. Morda verjamejo, da je to storil, a hkrati pravijo, da te imajo radi. Grešil si, lahko se izvlečeš iz tega, smo tu zate. Zelo zanimivo se mi je zdelo. To je skladno s tistim nadzorovanjem klicem. Nadzorovanjem klicem, kjer se opraviči in v bistvu reče, veš, to je grešnik v meni. Tukaj povzemam, ampak to je skladno z njihovim pogledom na to, da je človek umrljiv in dela napake. Torej mu poskušajo pomagati morda, ampak zdi se, da ne bo kmalu svoboden. Mislim, da je še ena stvar pri tem, da pomaga, če imaš družino in prijatelje zunaj, ki te podpirajo, medtem ko se s tem soočaš. In zdaj je bil izpuščen. Ampak ali ti to da vedeti? Ali bi lahko družinski člani na kakšen način pričali v njegovo korist med tem pravnim postopkom, tem kazenskim primerom? Pri izreku kazni, ker če prizna krivdo, potem lahko pridejo in rečejo, vaša čast, on je dober človek, ki je naredil napako. Prevzema odgovornost za svoja dejanja. Če gre na sojenje in ga spoznajo za krivega, lahko to še vedno storijo. Še vedno lahko rečejo, vaša čast, bodite prizanesljivi do njega. Ker je na sodniku, da izreče kazen. Obstajajo tudi smernice za izrekanje kazni. Ko pa imaš družino, ki te podpira, to nekaj pomeni. Rad bi se vrnil k komunikaciji. Torej, Jožef napiše 26. marec oziroma očitno napiše 22. marec 2026 ob 8. uri zjutraj. Hej, Ana, a lahko Kendri poveš, da na moji strani piše, da sem ji poslal e-pošto, ampak mislim, da jo še mora sprejeti. Morda lahko preveri svojo mapo z neželeno pošto ali kaj podobnega. Tudi jaz ti bom poslal še en e-mail. Hvala, ker si tukaj posrednica. Ana očitno odgovori poslano Kendri. Si med ostalimi zaporniki ali v samici in imaš 1 uro na dan zunaj? Molim zate. Prosim, sporoči mi, kako lahko pomagam.
Jožef očitno odgovori: sem v samici. Torej, samo 1 uro na dan za zdaj. Veliko berem Sveto pismo. To mi pomaga, da ostanem uspodbujen čez dan. Mimogrede, to je zelo skladno z njegovimi pogovori s Kendre. Veliko govorita o veri. Ana očitno odgovori: lahko oddaš prošnjo kaplanu, da te obišče. Lahko ti prinese tudi več knjig, medtem ko je po telefonu s Kendre in ji pomaga dokončati priprave. Jozef očitno odgovori: lahko ji poveš, da sem ugotovil, kako nastaviti kamero, tako da bi to lahko poskusili, če si ona uredi svojo stran. Zdi se, da gre za tehnične nastavitve glede tega, kako vzpostaviti komunikacijo ali klic. In potem Jožef očitno odgovori: grem zdaj nazaj, ali pa Ana očitno odgovori: zelo te ima rada. In zdaj preidemo na ta sporočila s Kendra. Mimogrede, obstaja tudi sporočilo od njegovega očeta, ki ga moram tudi obravnavati, v redu, od Jima Boba. Ampak spet, 23. marec 2026, 8:16 zjutraj, Jožef očitno napiše: test, pravkar sem našel tvoj nov kontakt na moji strani za sporočila. Upam, da si dobro. Ljubim te, draga. Srček, srček, srček. Ljubim te do lune in nazaj. Potem Kendra očitno odgovori: dobil sem tvoje sporočilo. Dobil sem tvoje sporočilo. Ljubim te. Drži se. 24. marec, super je bilo danes govoriti s tabo. Mislim, da je to od Jožefa. Vedno rad slišim tvoj glas. Upam, da boš imel čudovit, milosti poln dan. In v 54. psalmu, to je tisti, ki ga molim za vsakega izmed vas in osebne zaimke zamenjam z vašim imenom, ta odlomek mi je prinesel veliko tolažbo. Vsi psalmi, ki so mi veliko pomenili, so 8.180.584, 691, 119 in 139. Poslušaj jih, če boš imel priložnost. Morda v obliki pesmi, če bo potrebno. Zelo te imam rad. Kendra očitno piše: 25. marca, lepo je govoriti s tabo, rada te imam. In potem je Kendra na neki točki očitno poslala Jožefu besedilo pesmi Megan Woods in zapisala: 26. marec 2026, 21:28. Tvoja najljubša pesem. Upam, da ti bodo te besede vedno znova odzvanjale v mislih. Ljubim te. Zdaj ti bom prebral besedilo, ker se mi zdi zanimivo. Pogovorila se bova o tem. Kolikokrat lahko slišiš isto laž, preden začneš verjeti vanjo? Sovražnik mi nenehno šepeta. Prisežem, da je to v teh dneh vse, kar slišim. Včasih sem vedel, kdo sem. Zdaj se pogledam v ogledalo in nisem več tako prepričan. Gospod, nočem več poslušati laži. Resnica je, da sem očetov otrok. Zaradi mene je ponosen in ga nasmejim. Ustvarjen sem bil po podobi popolnega kralja. Gleda me in ne bi spremenil ničesar. Resnica je, da me resnično ljubi Bog, ki je dober, tudi ko jaz nisem dovolj dober. Ne pripadam lažem, pripadam tebi. In to je resnica. Ko imam občutek, da mi po glavi roji toliko hrupa, me nebesa najdejo v tihem, nežnem glasu, ki zveni kot milost. Spomniš me, kdo sem, ko pogledam v ogledalo in nisem tako prepričan. Gospod, nočem več poslušati laži. Resnica je, da sem otrok svojega očeta, zato je ponosen name. Nasmejim ga. Ustvarjen sem bil po podobi popolnega kralja. Ko me pogleda, ne bi ničesar spremenil. Resnica je, da me resnično ljubi Bog, ki je dober, tudi ko jaz nisem dovolj dober. Ne pripadam lažem, pripadam tebi. In to je resnica. Vem, kdo sem, ker vem, kdo si ti. Ampak bistvo je jasno. Nekaj besedila se ponovi. Dave, naj začnem kar pri pesmi. Kaj lahko iz tega potegnemo? Ker po eni strani bi lahko rekli, da je to morda samo njegova najljubša pesem. Ona ga skuša spodbuditi. Ali pa pogledamo besedilo in se vprašamo, ali nam to kaj pove. O čem govori, ko govori o vseh lažeh? Ali zdaj zanika obtožbe, ker del komunikacije zveni, kot da prevzema odgovornost? On je šibek človek in vero bo našel kot način, da premaga človeške slabosti. Po drugi strani pa je tisti vers o lažeh. Naveličan sem poslušanja vseh teh laži. Na kaj se nanaša? Ker če kaže, da nima obžalovanja, se to lahko uporabi proti njemu. In samo da si vsi predstavljajo, poslušate tista sporočila med Kendro in Jožefom, ki so na videz polna ljubezni. In preberete ta sporočila, poleg posnetih telefonskih klicev iz zapora s Kendro, to je le vzorec. Vem, in to je bila stvar, moj se je moral upočasniti, ker je šel prehitro, ko sem prvič prišel sem. Potrebovalo je nekaj časa, da se je umiril. In potem sem si rekel, veš kaj, prišel sem do spoznanja. Rekel sem si, no, tukaj sem. Moram sprejeti, kjer me je Bog postavil in služiti tam, kjer sem, veš, kot Jožef. Prebral sem zgodbo o Jožefu, kako je moral biti tam, kjer je bil.
sprejeti situacijo in služiti Bogu. Ja, to je res. Želim, da ne izgubiš poguma. In zdi se mi, da trenutno ne morem biti toliko ob tebi. Tako da vem, da je Gospod, je to v redu, ker imam svoje bitke, s katerimi se spopadam. Ja. Imaš veliko stvari počneš, draga. Ja, tako da sem preprosto, ne vem, počutam se, kot da sem te morala dati na stran. Kot sem ti govorila, sem poskušala to razčistiti včeraj zvečer v svoji glavi. In sem si rekla, veš, moje prioritete so otroci. In to je edina stvar, na katero se lahko osredotočim. In bom poskušala sprejeti tvoje klice. Ampak res moram zdaj narediti vse za otroke in zase, ker nisem v redu. Pravzaprav sem spala 7 ur na noč. Ne, 6 ur za otroke noč prej. In dobila sem malo hrane in na koncu dneva sem se peljala z ATV-jem Seveškom in bilo je čudovito. In samo smejali so se ob glasbi, ob duhovni glasbi in nisva peli na ves glas. In potem sem, ko sem prišla domov, lahko pojedla malo hrane, verjetno največ, kar sem lahko pojedla ves teden. In dobila sem malo moči nazaj, tako da sem lahko hodila. Ne tako, ker sem bila na... Ja. In zato ne morem. Torej, kakorkoli, poskušam se osredotočiti. Ampak moji trenerji tukaj mi pravijo, poskrbi zase, da boš lahko sprejemala dobre odločitve za, veste, otroke. Tako da to tudi počnem. In zato preprosto ne vem, kako naj bom tukaj za tebe in Darnama in vse to. In to je popolnoma v redu. Z mano bo vse v redu. Otroci te potrebujejo. Tako da, v redu, vem. In res cenim, da sprejemaš moje klice, ker me to zelo spodbuja, samo da slišim tvoj glas. In želim, da veš, da ves čas mislim na tvoj prisrčen smeh. A so otroci v redu? Kolikor slišim in gre dobro. To je dobro, no. Ja. Ne vem, kaj veš, ampak... Ja, še nisem govoril s Travisom, ampak bom. Dave, razlog, da to počnem je, ker sva se pogovarjala o tem, ali bo Kendra na isti strani kot Joseph. Celo omenjeno je bilo, da bi imela ločene odvetnike. Pogovarjala sva se o tem, ali bi lahko bila priča proti njemu na nek način. Zdi se, da sta do določene mere usklajena. Obstaja zakonski privilegij, zato je zelo malo verjetno, da bi bila priča proti njemu. A nekaj pove že to, da se zdi, kot da je na njegovi strani. Kot da verjame vanj, mu zaupa in bi pričala, če bi obstajal način, da bi mu zaupala tudi pred njunimi otroki. Po drugi strani pa je tudi sama obtožena ogrožanja otrok. Tako da mislim, da bi lahko sodelovala v njegovem sojenju le v fazi izreka kazni. Ko bo spoznan za krivega ali priznal krivdo, lahko pride in reče: spoštovani sodnik, tega moškega poznam tako dobro kot kdorkoli. Je dober oče, to je bila napaka. Naj to prebrodi in mu zaradi tega ne vzemite življenja. Ne vem, kakšna je bila njena vloga pri domnevnih počitnicah leta 2020, ki so osnova za obtožbe na Floridi, ali je bila tam ali ne, oziroma ali je vedela za potovanje. Ali jo lahko tožilstvo pokliče v kakršnikoli vlogi. Ima zakonski privilegij. Morda, ampak naj bom jasen, ne more pričati o njunih komunikacijah, lahko pa pove, da leta 2020 je bilo potovanje. To sem opazil. Jozef je šel tja. Torej, ali jo lahko pokličejo, da tako pričuje? Pravilno. Ampak po mojih informacijah ni priča temu, kar se je zgodilo. Torej bi lahko to, kar bi ona povedala, dobili od drugih prič, morda. Tako da nisem prepričan, da jo bodo poklicali. Moram govoriti o patriarhu in matriarhini te celotne družine. Torej, Jožefova mama in oče. Tiskovni predstavnik družine Duggar je nekoč za revijo People povedal: Jim Bob in Michela sta zaradi celotne situacije strta. Trenutno se osredotočata na ljubezen do svoje družine in pomoč Kendri ter njenim otrokom v tem težkem času. Molita za žrtev. Še enkrat, ne domnevno žrtev, ampak žrtev. Prosita za zasebnost in cenita prijazne besede ter molitve, ki so jih izrazili številni ljudje. James Duggar, v redu? Jim Bob, 25. marec 2026, v redu?
Očitno napiše to Jožefu. Jožef, zelo mi je žal, skozi kaj greš? Mama in jaz te imava zelo rada. Zdi se, da te čaka dolga pot, ampak Bog ti bo pomagal skozi to. Sprejel si nekaj groznih odločitev, ampak Bog ti je že odpustil, če si ga prosil za to. Kendra je splošno v redu. Zaupal Gospoda, zelo te ima rada. Tvoji otroci bodo v redu. Vsa naša družina se je združila, da pomaga. Več sester in svakinj je peljalo Kendro ven in preživelo veliko časa z njo. Nesmiselno je, da so obtožili Kendro in jo aretirali. Najeli smo nekoga, da pomaga Kendri. Molili smo, da bi obtožbe proti njej opustili. Zelo boš ponosen na svoje brate in jim hvaležen za to, kako so vsi stopili skupaj in pomagajo pri vseh podrobnostih tvojega posla ter pomagajo Kendri. Na tej točki boš moral preprosto sprejeti situacijo. In prav je tudi, da moliš, da bi se te Bog usmilil, vendar se boš verjetno še več let soočal z velikimi posledicami. Molim, da Bog pripelje druge kristjane v tvoje življenje, da te bodo spodbujali in da boš tudi ti lahko usmerjal ljudi k Kristusu, tudi v času, ko si v zaporu, bo Bog s teboj. On bo tebe in tvojo družino popeljal skozi to. David v Svetem pismu je kraljevsko zamočil, a se je pokesal in postal človek po Božjem srcu. Tudi ti, tako kot Jožef, ki je bil v zaporu, lahko iz limon narediš limonado. Rad te imam in bom še naprej molil zate. Ne obupaj, Bog s tabo še ni končal. Rad te imam, oče. Zaupaj v Gospoda, ne zanašaj se na svoj lastni razum. To je zelo razkrivajoče, milo rečeno. Torej, dve stvari glede tega. Tvoj odziv na to izjavo in B, ali lahko to tožilci uporabijo proti Jožefu. Ne, razen če, glede druge točke, razen če bi imel dejanske informacije. Če samo pravi, da si naredil nekaj narobe, ker verjame obtožbam, ga to še ne naredi za pomembno pričo. Čeprav bi rad vedel, zakaj verjame tem obtožbam, kaj ve, kaj se je zgodilo v preteklosti. Ali so bile v preteklosti še druge žrtve? Zame to odpira več vprašanj kot odgovorov. Povedal vam bom, ljudje so poročali, da je bil Jim Bob s Josephom na njegovem prvem zaslišanju na sodišču na Floridi. To je zanimivo omeniti. Veste, zdi se, kot da, lejte, očetova ljubezen, ampak hkrati je to kot še eno sporočilo, kjer ne rečejo, naj pravni sistem opravi svoje. On je popolnoma nedolžen glede tega, imel bo svoj dan na sodišču. Brez komentarja v tem trenutku. V tem primeru je na strani domnevne žrtve. In zdi se, da obstaja prepričanje, da je morda kriv. Mislim, ne polagam besed v usta nikomur, samo poskušam to prebrati in razumeti. Kako se zdi? Ja. Morda ga je izkušnja z njegovim drugim sinom, Joshom, pripeljala do tega dne, ko zdaj preprosto predpostavlja, da če je obtožba, si kriv. Ne vem, zanimiv razvoj dogodkov, bomo videli, kam bo šlo. Dave Arenberg, kot vedno, veselje te je videti. Hvala, da si vzel čas. Hvala, Jesse. In to je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite slediti meni na X, Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Weber v živo, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.